Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Spet smo pri programu Svit in spet smo pri zgodnjem odkrivanju raka debelega črevesa in danke. In zakaj je to problem? Ravno zaradi tega, ker se premalo odzivamo. Če bi se bolj odzivali, bi bistveno manj ljudi hodilo po cesti, ne da bi se zavedali, da pravzaprav nosijo v sebi smrtonosno bolezen. Ampak seveda ne bomo govorili samo o slabem, govorili bomo o spodbudah. Predvsem pa tudi o tem, da so sladkorni bolniki še podvrženi še večjemu tveganju. In kaj storiti, kadar nekdo vendarle ima sladkorno bolezen in ima morda pomisleke, kako bi se vključil v program. Z nami v studiu sta, meni je doktorica Jelka Zaletel, doktorica medicine, diabetologinja na Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in naša že stalna gostja Jožica Mavčec-Zakotnik, doktorica medicine, specialistka družinske medicine, vodja programa Svit. Dragi gospe, lepo pozdravljeni. In takole, doktor Zakotnikova, začeli sva, da pravzaprav niste najbolj zadovoljni. Bom rekla, da pravzaprav smo zadovoljni z vsem, kar se je zgodilo v zadnjih 3-4 letih in tudi to, da imamo dan danes okrog 60% odzivnost v program Svit, je pravzaprav velik dosežek. Kajti v nekaterih drugih državah ne uspejo pravzaprav z odzivnostjo preseči 40%. Imamo pa tudi seveda države, kjer dosegajo 70% odzivnost in več, naprimer na Finskem. Ampak 60% v 3 letih je pravzaprav velik uspeh. Ampak nismo pa zadovoljni oziroma smo na nek način nesrečni, žalostni, kajti tistih 40%, ki se v program ne odzove, pravzaprav zamudi veliko priložnost, da ohrani svoje zdravje, da morda celo reši svoje življenje. In tukaj moram reči, da nas potem še toliko bolj skrbi, ker so določena območja v Sloveniji, kjer je ta odzivnost izrazito nizka. Da imamo sicer tudi odzivnost, kjer je, bom rekla, da se lahko pohvalimo, da imamo 70 ali celo določena področja ali pa občine z 80% odzivnostjo. Imamo pa območja občine, običajno znotraj regije, posamezne zaselke, občine, kjer imamo tudi, nažalost, recimo samo 30% odzivnost. In pomeni, da 70% prebivalcev v tej občini, starih od 50 do 69 let, zamudi to priložnost. In če vemo, da je ta rak velik javnozdravstveni problem, da je pojavnost raka se veča iz leta v leto, se pravi, če imamo že sedaj 1400 novih primerov raka in da ga brez programa Svit odkrijemo samo v 12 do 14%, odvisno od lokalizacije, v zgodnji fazi. In da od tega, a ga odkrijemo zgodaj ali ne, je odvisno, a ta oseba preživi ali ne, je pravzaprav ob prisotnosti programa Svit v Sloveniji. Ob vsem, kar program Svit ponuja, omogoča brezplačno, ob res zagotavljanju visoke kakovosti tega programa, je zavreči ta program, ga spregledati, zdaj mogoče ali ga ne poznamo dovolj, ali smo nedovolj ozaveščeni, ali pa morda malomarni, ali pa prestrašeni, karkoli je že vzrok, je pravzaprav velika škoda na zdravju posameznika, ki to naredi, seveda pa potem na tudi tem javnozdravstvenem problemu, ki ga ne moremo obvladati v takem obsegu, kot bi ga lahko. Tako da rečemo na splošno, smo zelo zadovoljni s tem, kar smo dosegli, ampak žal nam je vsakega posameznika, ki se v program ne vključi, oziroma teh 40% ljudi, ki v tem drugem krogu presejanja zdaj recimo zamudijo to priložnost. Se bojo imeli možnost spet v 3. krogu. Ampak tudi če recimo nosijo v sebi že to potencialno bombo, nevarnost, se pravi rak, ki raste. Ta rak raste seveda zelo počasi, ampak ta rak, ki raste zdaj in ga mi odkrijemo šele v naslednjem presejalnem krogu, čez 2 leti, bo sigurno že bolj napredoval, kot bi bil odkrit zdajle. Kaj pa recimo sodelovanje s splošnimi zdravniki ravno v primeru, ko je mogoče ljudi pa vendarle strah? Poglejte, mi že ves čas zelo intenzivno sodelujemo z družinskimi zdravniki. Zelo od vsega začetka smo posebno pozornost namenili
družinskemu zdravniku, ker vemo, da je družinski zdravnik tisti, ki je bolniku najbližji. Ljudje mu najbolj zaupajo, njemu in njegovemu timu. Zaradi tega smo tudi razvili za njih najbolj pravzaprav literaturo. Recimo tukaj je priročnik, ki smo ga že v prvem letu razvili za njih program SVIT, priročnik za družinske osebne zdravnike, kjer je pravzaprav vse, kar morajo oni vedeti in kar morajo storiti, da podprejo program SVIT ali na ravni programa ali na ravni posameznika, ki se vključi ali ne vključi v program, vse tukaj noter zajeto. Tako da morda ni še vedno dovolj te osebne podpore strani družinskih zdravnikov. Zdaj seveda potrebujejo neodzivniki poseben napor, da pridemo do njih. Se pravi, tisti, ki se ne odzovejo ali na prvo vabilo, tisti, ki se ne odzovejo, pa recimo na vabilo odgovorijo, pa pristanejo, da bodo v programu sodelovali, vendar potem ne vrnejo recimo testerjev. Takih je še vedno 4% takih, ki pristanejo, ampak potem nekako izgubijo pogum, voljo in ne vrnejo testerjev. In potem so seveda tudi neodzivniki na kolonoskopije že. Vse tukaj pri vseh teh osebah ima družinski zdravnik neprecenljivo vrednost in pomen. Tako da mi vsake 4 mesece pošiljamo osebnim izbranim zdravnikom obvestilo, kdo se v program ni odzval na vabilo, kdo ni vrnil testerje. Sproti pa, če so neodzivniki na kolonoskopijo po 5 tednih, ko bi se nekdo moral odzvati, družinskega zdravnika vključimo in ga prosimo za posredovanje. Tako da na komuniciranje družinskih zdravnikov s ciljno populacijo in seveda z nami, ki program SVIT vodimo in izvajamo, polagamo zelo veliko, v bodoče morda celo več. Tudi patronažne sestre so vključene in v te za posebne ciljne skupine, recimo ali so invalidi, ali so slepi, naglušni, ali so recimo nekje manj razumejo program, ogroženi socialno. Splošni dogovor, ki pravzaprav opredeljuje vse financiranje zdravstvenih storitev, daje pravico, da patronažna sestra naredi obisk na domu in ali pomaga izpolniti vprašalnik, ali pomaga odvzeti blato, ali karkoli je pravzaprav potrebno. Tako da vsi ti podporni mehanizmi so na voljo. Doktorica Zaletelova, vi ste specialistka, diabetologinja. Pravzaprav sladkorna bolezen je velik problem v porastu tudi zaradi našega tveganega načina življenja. In recimo najbrž so tu še toliko bolj pomembni osebni zdravniki. Namreč, če si človek predstavlja, če poznaš, kaj je diabetes, kaj nosi s seboj, pravzaprav te res lahko postane malo strah tega režima, ki je recimo potreben, zlasti potem, ko je potrebno na kolonoskopijo. Kako bi vi pravzaprav opredelili recimo program SVIT, pa odnos morda ali ljudi, ki imajo sladkorno bolezen, ali pa recimo kako jih lažje oziroma bolje pritegniti? Ja, sladkorna bolezen je dejansko tisto stanje, ki je zelo povezano z načinom življenja in sicer predvsem v povezavi s povečano telesno težo. Za Slovenijo je znano, da je vse več čezmerne telesne teže in tudi debelosti, pravzaprav vzporedno s tem tudi porašča pojav sladkorne bolezni tipa 2. V letu 2010 je bila napravljena ocena, da je v Sloveniji 136.000 bolnikov s sladkorno boleznijo, od tega se jih je nekaj več kot 92.000 zdravilo z zdravili ali tableti ali injekcijami, se pravi z inzulinom. In če to nekako prenesemo v današnje stanje, glede na to, da se 5.000 bolnikov vsako leto na novo začne zdraviti z zdravili, imamo zdaj okrog 140.000 sladkornih bolnikov in nekaj manj kot 100.000 zanesljivo se jih zdravi z zdravili. Kaj nosi sladkorna bolezen za posameznika? Sladkorna bolezen je najpogostejši vzrok za slepoto, najpogostejši vzrok za amputacije. Je povezana z visokim tveganjem za obolevanje srca in žilja, se pravi srčno-možganska kap, zožene žile po nogah. Je eden od najpogostejših vzrokov za končno ledvično odpoved, ki potrebuje dializno zdravljenje ali transplantacijo. Tako da je grozljive napovedi, ne? To zelo, zelo težka bolezen, sploh zato, ker za njo zboliš in veš, da imaš do konca življenja. Sladkorna bolezen tipa 2 je tudi napredujoča, se pravi na začetku se lahko zdravi drugače kot potem čez 5 let, 10 let, 20 let. Skratka, okupira celega človeka.
In kakšna je zdaj povezava še z rakavimi obolenji? Najverjetnejša razlaga je, da je pač ta skupen izvor pravzaprav v debelosti in pač v telesu se tvorijo dejavniki, ki po eni strani povzročajo pojav sladkorne bolezni tipa 2, po drugi strani pa povečano tveganje za raka, tudi za raka debelega črevesja in danke. Tako da bolniki s sladkorno boleznijo imajo žal tudi više tveganje za pojav raka. Pa rekla bi, da ravno v tem časovnem razdobju, v katerem deluje program Svit, je najbrž sladkornih bolnikov pravzaprav še več. Tako, da se še bolj zgostijo. Tako eksponentno narašča in je v bistvu ena od kroničnih bolezni, za katero res ne moramo reči, da bi bila obvladana, sploh zato, ker je pač s porastom telesne teže povezana z neko zakasnitvijo. Kaj pa recimo? To, kar ste hotela povedati, da je v bistvu v tem starostnem obdobju seveda sladkorna bolezen tipa 2 tudi narašča z starostjo in v tem obdobju starostnem 50 do 69 oziroma mislimo, da bomo celo do 75. leta uvedli program Svit zdajle. V tem času seveda tudi se kopičijo tako rak debelega črevesa kot tudi druga kronična bolezen, sladkorna bolezen. Tako da zelo hodita z roko v roki ti dve bolezni oziroma to starostno obdobje, ko se vse to nekako skoncentrira, te kronične bolezni. In pogledajte, ljudi je mogoče tudi zaradi tega strah, če že imajo sladkorno bolezen. Namreč vendarle, čiščenje črevesa, to pomeni, da skoraj 2 dneva ne ješ, velika količina tekočine in podobno. Kako pa dejansko lahko pripravite sladkornega bolnika? Ali mora biti ves čas pod kontrolo, da lahko tudi recimo opravi kolonoskopijo? Zdaj, to, kako se bolnik s sladkorno boleznijo pripravi na kolonoskopijo, je odvisno od vrste zdravljenja. Se pravi, nekdo, ki ima sladkorno bolezen, vendar ne uživa tablet, niti se ne zdravi z injekcijami, ne potrebuje nobenih dodatnih pregledov, nobene dodatne pozornosti, se pač drži striktno navodil za čiščenje in je to. Potem, če gremo na skupino bolnikov, ki se zdravijo s tableti, teh je 50-60 tisoč, zagotovo v Sloveniji, je odvisno, na kakšen način te tablete delujejo. Zato je za pripravo sladkornega bolnika v tem priročniku za družinske oziroma osebne zdravnike pripravljeno specifično navodilo za vsako skupino zdravil posebej. To je priloženo temu priročniku tudi na CD-ju in pač te kopije se lahko naredijo iz te brošure ali pa dobijo tudi v centru na Svitu, skratka, dostopni so tudi na internetu, tudi na spletni strani. Pomeni dostopne za zdravnike kot za posameznike, bolnike. Pravzaprav mogoče, če lahko dopolnim, zdravniki osebni imajo tako imenovane trganke. Za vsako skupino bolezni so ta navodila, ki jih zdravnik odtrga in da zdravniku, in to so zdravniki tudi dobili in še dobijo lahko, tako da v bistvu poleg vseh teh virov, ki so v trdi ali pač elektronski verziji, so tudi v taki kar je pravzaprav dokaj udobno, priročno. Tako da ta informacija je na voljo, se pravi, tako bolniku sladkorno boleznijo kot njegovemu družinskemu zdravniku. Zdaj, če samo okvirno povem, kaj so pravzaprav problemi, dveh stanj se bojimo. Ena je hipoglikemija, prenizka vrednost krvnega sladkorja. Ta se pojavi kot posledica zdravljenja z zdravili, ki delujejo tako, da pač stimulirajo trebušno slinavko, da izdela več inzulina, in potem, če v obdobju, ko človek ne je, ta zdravila še vedno delujejo, lahko povzročijo, da krvni sladkor pade pod tisto mejo, ki je telesu še potrebna, da normalno funkcionira. Zdaj, s hipoglikemijo bolnik prepozna tako, da se to pojavi kot najprej neka zmedenost, potem pa potenje, tresenje, lahko tudi napad hude lakote. Veliko število bolnikov s sladkorno boleznijo ima doma merilnike, take majčkene aparate za merjenje krvnega sladkorja. Če imajo to na voljo, imajo navodilo, da si takrat striktno izmerijo krvni sladkor najprej in je hipoglikemija potrjena, če je ta vrednost pod 3,5 milimolov na liter. No, v procesu pač čiščenja za kolonoskopijo, pa tudi, če ta merjenje pač ni možno, če bolnik začuti to težavo, si pomaga si sam
in sicer zaužije 3 ali 4 takele, količino 3 ali 4 vrečk sladkorja, ki imamo običajno jih pripravi. To se dobiš pravzaprav. Tako, ne, ali pa to sta recimo 2 veliki žlici pomešani z 1 do 2 deci vode, ne. Lahko bi pil tudi en prozoren sok, recimo 2 deci nekega jabolčnega soka. Skratka, na ta način si dvigne krvni sladkor v varno območje, ne, in potem je še naprej pozoren na težave, ne, če ima pa možnost merjenja, je navodilo, da si ponovno pomeri čez 15 minut in glede na tisto vrednost eventualno ukrepa naprej. Se pravi, to je eno, kar lahko ogroža bolnika v tem obdobju. Druga stvar je pa, kadar bi lahko prišlo ob opustitvi zdravil do popolnega pomanjkanja inzulina v telesu, pa telo se odzove z zakisanjem. To je značilno za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in za zelo, zelo redke bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerih je v bistvu trebušna slinavka že tako poškodovana, da je pravzaprav notranja sinteza inzulina nič. Skratka, navodilo se skuša gibati med tem, da nimamo prenizkih vrednosti sladkorja in da ni tega življenja ogrožujočega zakisanja telesa. Sprejmemo pa prehodno za dan, 2 ali 3 tudi nekoliko više vrednosti krvnega sladkorja, zato ker je pač dobrobit tega, da bolnik s sladkorno boleznijo opravi kolonoskopijo, veliko večja, ne, kot pa je to, da ga za nekaj ur ali nekaj dni ogroža nekoliko višji krvni sladkor. Enako kot za druge ljudi velja tudi za bolnike s sladkorno boleznijo, da je popolno čiščenje črevesa nujno potrebno, to tako zaradi preglednosti, tako tudi zaradi varnosti. Pri pač napihovanju črevesja lahko eventualni zaostanki blata povzročijo kar pač hude težave. Se pravi, glede zdravil je važno vedeti, ali to zdravilo lahko povzroči prenizko vrednost krvnega sladkorja ali ne. To bo pač vsakemu posameznemu bolniku povedal njegov družinski zdravnik. Potem, če se zdravijo z inzulinom, je spet zelo veliko različnih shem zdravljenja, različnih vrst inzulina, ki jih uporabljamo. Tako da je za vsako to posebno shemo tudi specifično navodilo za posameznika, kjer se izpiše dobesedno ime zdravila, ki ga bolnik uporablja, tako da res ne more priti do nekih zamenjav. Imamo pa seveda tudi bolnike, ki sami sebi po pač principih funkcionalne inzulinske terapije znajo določiti, koliko so potrebe, njihove osnovne potrebe telesa po inzulinu, ki ga pač rabiš tudi takrat, kadar nič ne ješ, ampak samo zato, da ti telo normalno funkcionira, da se celice lahko prehranjujejo, in imajo to zdravljenje strogo ločeno od zdravljenja dajanja inzulinov za posamezen obrok. Takrat pa pravzaprav lahko rečemo, samo pač ravnajte tako, pač upoštevajo tele principe. Tako da imamo spet skupino ljudi, ki bodo povsem samostojno se lahko pripravili za kolonoskopijo, in imamo ljudi, ki bodo potrebovali ne samo tak pisen nasvet, mogoče celo znotraj tistega dneva, ko se je to dogajalo, posvet po telefonu, zato tudi je na voljo kontaktna telefonska številka Svit centra, ki jo vsak bolnik s sladkorno boleznijo dobi. V bistvu se tja že naroča na kolonoskopijo, tam si tudi zabeležijo, da gre za bolnika s sladkorno boleznijo, in mu lahko potem, se pravi, med samim čiščenjem, če pride do neke dileme, lahko dajo strokovno pač usklajeno in seveda natančno navodilo, kako naj v določeni situaciji ravna. To pomeni, doktrina je izdelana in ni razloga, da bi nekdo, ki ima diabetes, zaradi strahu pravzaprav ignoriral svit. Ja, jaz bi celo tako rekla, da tudi, če ta strah je prisoten, da bomo tako družinski zdravniki kot diabetologi, naše sestre, medicinske sestre, edukatorice, kdorkoli, ki bomo lahko deležni, da bo pacient z nami delil ta svoj strah, vzeli to za eno zelo veliko zaupanje. Zato, ker ko si sposoben to, da te nekaj strah nekomu povedati, si v bistvu že na poti, da ti pomaga rešiti se tega strahu. In da tudi, če zdaj letale hipane, naši bolniki s sladkorno boleznijo še vedno mislijo, da pa ne bi šli na kolonoskopijo, jih prosimo, da to izrazijo tistemu, ki mu najbolj zaupajo, da je to zdravnik, medicinska sestra, da to povejo,
in da bodo jim na ta način pravzaprav pomagali premagati ta strah in dali neko tudi spodbudo in pravzaprav emocionalno podporo za to, da se za ta korak odločijo, ker kolonoskopija ima pač tudi neke posebne, nekako psihično tudi zazveni v človeku, in to je pač treba sprejeti in na ta način ravnati in to tudi zdravstveni strokovnjaki poznamo in želimo delati in je v bistvu lepo, če nam ljudje zaupajo. Verjamem. Ne nazadnje, pravzaprav. Izvolite. Ja, jaz bi mogoče ravno zdaj tukaj dodala, mogoče pa en korak prej oziroma ozadje te kolonoskopije pri programu SVIT oziroma sploh kolonoskopije, da dejansko to ni tak bav oziroma sploh priprava na kolonoskopijo v zadnjem času, ko je pravzaprav tudi v Sloveniji na razpolago so določena sodobna zdravila, ki omogočajo kvalitetno čiščenje črevesja ob ne prehudem obremenjevanju organizma človeka z velikimi količinami tekočine. Pravzaprav nekaj, kar je ali pa lahko mogoče ta strah zmanjša oziroma razblini te predsodke pred kolonoskopijo oziroma tem delom kolonoskopije, ko se pripravljamo, ko čistimo črevesje in se pripravljamo na kolonoskopijo. In mogoče pripravili smo tudi v okviru programa SVIT, se pravi vsak tisti, ki je pozitiven v programu in je potrebno torej, da opravi kolonoskopijo, dobi s tem, ko dobi v bistvu izvid pozitivnega testa, ko se naroči na kolonoskopijo, dobi domov tudi v bistvu datum za kolonoskopijo, kje jo bo opravil, pri kom jo bo opravil in pa tudi navodila za čiščenje. In zelo, zelo jasna so ta navodila, se pravi glede prehranskega režima, kaj pravzaprav en teden prej, ko začne pravzaprav na nek način izključevati živila, koščičasto sadje, ko začne v zadnjih dneh pred kolonoskopijo jesti ne polnozrnat kruh, ampak bel kruh, kar pravzaprav tukaj zdaj priporočamo, sicer ne. Edinkrat, ne, ja, tako rekoč. In da se izogiba določenim živilom, ki lahko tudi obarvajo pač črevesje, in da recimo samo tistih 24 ur predno on ima uro za kolonoskopijo, je tisti čas, ko ne uživa goste hrane. Se pravi, 24 ur pred kolonoskopijo ne uživa goste hrane, tako da 24 ur pred tem lahko še užije recimo nekaj bel kruh, neko marmelado, ki nima, ne vem, koščic, lahko vzame juho za kuho, tudi meso, ribe, se pravi, vse to lahko poje še 24 ur pred tem, potem pa uživa samo tekočo hrano ali pa pije recimo neko juho oziroma tekočo hrano, 3 ure pred kolonoskopijo pa res nič več. In zdaj recimo vsa ta navodila, ko recimo tistih 24 ur, ko se pripravlja na kolonoskopijo, v tem času popije recimo 2 litra donata, v tem času, namesto recimo druge tekočine, potem pa ko se pripravlja recimo 8 ur pred kolonoskopijo, začne s pitjem litra tekočine Moviprepa, ki ga v 1 uri spije, tako recimo 2,5 deci, ki ga seveda po navodilih pripravi, pa samo še pol litra tekočine, navadne vode ali nekega nesladkanega čaja in potem spet drugi liter pa 5 ur pred kolonoskopijo, se pravi zadnje 3 ure pa nič ne uživa. In zdaj temu osnovnemu navodilu so pridana ta specifična navodila za sladkorne bolnike, kako je z njihovo hrano 24 ur pred tem, kako je z zdravili, ki jih prilagodi, z vsakim zdravilom posebej. In za vse sladkorne bolnike smo tudi priporočamo seveda, da se prilagodi datum kolonoskopije, da je to v dopoldanskem času, zato da je vse skupaj enostavneje in varneje. Tako da to so neka osnovna navodila, ki nekako varno pripeljajo ob teh navodilih in ob spremljanju, priporočilih in nasvetih družinskega zdravnika do varne kolonoskopije. 1 minutko še imamo. Mogoče neke vzporednice ravno pri načinu življenja, tako pri diabetesu kot pri raku debelega črevesa. Za sladkorno bolezen tipa 2 velja, da je v veliki meri preprečljiva. Prav iz
podatkov iz raziskav so pač imeli 4-5 ukrepov življenjskega sloga in večje število ukrepov, kot si uspel izvajati v svojem življenju, strmo se je zmanjševala pojavnost sladkorne bolezni, recimo od 1 do nekaj okrog 10%. Za vsa druga obolenja, kronična v smislu bolezni srca in žilja, rak debelega črevesa in tudi druge, se sicer z izboljšanjem življenjskega sloga pojavnost sicer znižuje, vendar žal manj kot za sladkorno bolezen. Dejavniki tveganja so pa nekako skupni, sorodni, enaki za vse te kronične bolezni. Recimo telesna nedejavnost, ki je zelo pomembna za raka debelega črevesa in danke, je tudi veliko tveganje za debelost in za sladkorno bolezen, nezdrava prehrana, alkohol, kajenje. Skratka, vsi ti dejavniki tveganja, če se jih izognemo, pravzaprav preprečujemo ene bolezni bolj in vsaj 30% raka bi zdravim življenjskim slogom lahko preprečili. Hvala lepa. Spoštovane gospe, dragi gospodje, ko pride kuverta Svit, ne vrzite je v smeti. Svit rešuje življenja. Morda je ravno vaše tisto, ki ga bo lahko rešilo ob prvi priložnosti. Nasvidenje, hvala lepa. Hvala, nasvidenje.